vedno, ko se igramo neko igro, ne želimo igrati z bistveno slabšim igralcem. In ravno tako, če smo mi slabši igralec, potem je popolnoma jasno, da nihče si ne želi na dolgi rok igrati z nami. Ljubljančan Miran Peterman je pri nas priznani mojster borilne veščine Bomba Do. Za vse potrebno imeti energijo. Z mano gospod Miran Peterman. Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh. In danes bom odgovoril na vprašanje, zakaj ni nobenih pametnih partnerjev. Iščem partnerja, pa vedno naletim na nekoga čudnega, vedno se mi nekaj potem pokvari v moji vezi, vedno mi nekaj manjka, Iščem princa na belem konju in najdem same konje ali kobile, če prenesemo to na moški svet. Ok, ste že slišali, koga ste bližje sami oziroma ste sami v tem trenutku mogoče v takšni situaciji, da ste pač nezadovoljni z svojim partnerjem, da ste nezadovoljni z partnerji, ki jih srečujete, pač če želite si novega partnerja, in pač nekako ne najdete pravega. Ali so vsi partnerji že oddani, ga je treba ukrasti, ga je treba kaj zdaj narediti v tem trenutku. Glejte, v bistvu gremo pogledati. Prvo dejstvo je, da moramo razumeti, vesolje deluje na način, da na vsakem nivoju nam pripada partner. Na vsakem nivoju, kjer se mi nahajamo, osebnostno, zrelostno, energijsko, nam pripada partner iz našega nivoja. To pomeni, če nam partner, ki ga srečamo, ni všeč, potem se moramo vprašati glede sebe in glede svojega nivoja. Glejte, v bistvu, če gremo nazaj v osnovno šolo, pač kot primer, seveda se v osnovni šoli se že dogajajo te stvari. Glejte, ko smo v 4. razredu osnovne šole, nam je všeč partner iz 8. razreda. Zakaj? Zato, ker v 8. razredu drugače razmišljajo, imajo drugačen pogled na življenje, v bistvu stvari se drugače dogajajo. Partner nam je bolj zanimiv, ampak on z nami nima kaj početi. Po drugi strani pa dejansko smo mi všeč nekomu iz 1. razreda, ampak ko mi gledamo na tega iz 1. razreda, potem sami mi z njim nimamo kaj početi. Tako kot sem že rekel, razlika je v, izobrazbi, znanju, pogledu na življenje, sposobnostih, življenjskemu nazoru, vsemu. In vedno, ko gledamo gor, dejansko si želimo boljšega partnerja. Ampak potem, ko pa gledamo navzdol, kdo se pa za nas zanima, pa valjda, da nam ni všeč. Glejte, v bistvu vprašanje, ali bi igrali z mano tenis, če sem jaz bistveno slabši igralec? Mogoče enkrat že, ampak na dolgi rok to ne bi funkcioniralo. Ali bi šli z mano v gore, če bi vsakič, ko gremo nekam v gore, me čakali po 1 uro? Odgovor je zopet mogoče enkrat, ampak na dolgi rok ta stvar ne funkcionira. Ali bi šli z mano na ples, če sem jaz, bistveno slabši plesalec, ves čas hodim po vaših nogah in tako naprej. Odgovor je vedno ne. Seveda pač na začetku, ko gremo v partnerstvo, govorimo o neki brezpogojni ljubezni, vse te zadeve, ampak dejansko potem se izkaže, da seveda stvar funkcionira nekaj časa, ampak na dolgi rok, gledajte, vedno, ko se igramo neko igro, ne želimo igrati z bistveno slabšim igralcem. In ravno tako, če smo mi slabši igralec, potem je popolnoma jasno, da nihče si ne želi na dolgi rok igrati z nami. Seveda pač neke področje lahko kompenziramo, ampak to je tematika drugega. In torej, kaj dejansko, kako zadevo rešimo? Če poznam jaz neko potencialno partnerko, ki je super teniška igralka in jaz nimam pojma o tenisu, potem je popolnoma naravno in normalno, da si najamem teniškega učitelja, ki me
dejansko, ki mi pomaga, ki me nauči, ki me natrenira in potem dvigne svoj nivo in lahko igram na njenem nivoju. Isto je recimo, jaz sem to osebno že počel z plesnim učiteljem. Sem šel na plesni tečaj, zato ker sem imel partnerko, ki je bila dobra plesalka. In ravno tako je v življenju. To pomeni, da vedno, ko nismo na nivoju, kjer bi mi želeli, vedno imamo neko vizijo, želimo si partnerja, ki bi bil takšen in takšen in takšen. Ok, super, nobenega problema ni. Ampak v bistvu moramo se vprašati, kaj dejansko si pa takšen partner želi. Morate razumeti tudi eno stvar, mimo grede, dosti je raznih tečajev o partnerstvu in tako naprej, kjer pravijo, da je ključ samozavest. Srečal sem moškega, ki je imel vedno probleme z partnerstvom, in potem, ko sem ga vprašal, kakšen je njegov plan, kaj bo naredil, pravi, poglej, jaz verjamem, da bom našel partnerko, jaz imam dovolj samozavesti. Ampak v bistvu, poglejte, ne gre za samozavest, ne gre za pogum, ne gre za komunikacijo. Ker karkoli od tega imamo, vedno in povsod privlečemo, pritegnemo, naletimo na partnerja iz istega nivoja. Zato, ker avtomatsko partner iz višjega nivoja se za nas ne bo, bom rekel, zanimal. Nimamo možnosti. In zdaj v bistvu, ok, rekli smo, če smo pač mi slabši igralec in nam je všeč partner iz višjega nivoja, ki dobro igra pač tenis, najamemo učitelja, coacha, trenerja, da nas uči tenis, ok, to je zadeva normalna. Potem pa se postavlja vprašanje, seveda, ok, kaj pa naredimo, če pa smo že v partnerstvu? Miran, takole kot te jaz poslušam, jaz pa sem že v partnerstvu, ampak nekako oba zelo slabo igrava tenis. Oba sva zelo slaba za te pohode v hribe in karkoli. Oba pač imava ogromno pomanjkljivost. Glejte, nobenega problema. Princip je vedno isti. Če hočeš na višji nivo, moraš najti nekoga oziroma neko znanje, informacijo, ki ti pokaže, kako iti na višji nivo. To pomeni, če sta znotraj partnerstva dva takšna, ki ne znata igrati tenisa, potem eden vsaj ali oba najameta učitelja tenisa, ki potem najprej enega nauči in potem drugi lahko svojega partnerja nauči, ali pa gresta oba v teniško šolo. Ok, to pomeni, zdaj imamo dve možnosti. Smo rekli, smo v 4. razredu, všeč nam je partner iz 8. razreda, mi smo všeč partnerju iz 1. razreda, z njim nimamo kaj početi, z unim bi radi bili, ampak on pa z nami ne bi bil. In zdaj imamo dve možnosti. Ali si izberemo partnerja iz istega nivoja, iz istega razreda in potem bom iskren, močno upamo in držimo pesti, da najdemo takšnega, ki se bo želel, bil pripravljen in hotel razvijati, da bomo potem prišli do tistega partnerstva, kot si mi želimo, ali pa začnemo delati na sebi po možnosti s pomočjo coacha, ki ve, kam nas pelje, ker tudi v osnovni šoli ne gremo sami iz 4. do 8. razreda in potem se razvijemo in potem gremo do 8. razreda in na tem 8. razredu najdemo partnerja. To pomeni, gledajte, partnerjev je več kot dovolj. Na vsakem nivoju nam pripada, bom rekel, vsaj eden. Vesolje tako funkcionira, 100%. Zakaj? Zato, ker pač, gledajte, če eden odpove, potem ima vesolje vsaj enega še za rezervo. Ampak tako kot sem rekel, tisto, zaradi česa pa nam ta partner ni všeč, pa je, zato ker pač ni na nivoju, kot si mi želimo. Ampak če partner ni na nivoju, kot si mi želimo, pomeni, da mi sami nismo na nivoju, kot si mi želimo. In potem rešitev je, da se začnemo razvijati, da poiščemo znanje, da poiščemo pomoč, da poiščemo informacije, da poiščemo trening, da se razvijemo, da dvignemo svoj nivo, da dvignemo svojo vibracijo, da dvignemo, bom rekel, svojo frekvenco, svojo energijo in potem lahko najdemo partnerja iz višjega nivoja. Tako da v bistvu to je bilo eno sporočilo za danes, upam, da ste dobili odgovor. Glejte, nažalost vam lahko rečem še disclaimer ali v bistvu razlaga, drobni tisk. Če ste na tem nivoju, kjer ste in če se ne želite razvijati, potem se nimate pravice pritoževati.
da niso partnerji v redu, da je vse te zadeve. A razumete? To je dejansko, če ne narediš nič, potem pa se moraš sprijazniti. Ali si pripravljen, da greš naprej, ali pa rečeš, ok, v redu, pač mi ni namenjeno, bom tukaj, ampak potem se ne pritožuj. Tako da v bistvu mogoče je bilo to en kozarec čistega vina, želim vam eno čudovito partnerstvo, želim, da se odločite za višji nivo, ker na višjem nivoju je manj problemov, so bistveno drugačno razumevanje, bistveno drugačno dojemanje življenja in vsega skupaj. Želim vam en čudovit dan, bodite čudoviti in se kmalu zopet slišimo.